Deveto poglavje. Kako preobraziti bolezen in trpljenje? Kako bolezen preobraziti v razsvetljenje? Prepustitev je brezpogojno notranje sprejemanje tega, kar je. Govorimo o vašem življenju v tem trenutku in ne o vaših življenjskih okoliščinah in dogodkih, torej ne o tem, kar imenujem življenjski položaj. Bolezen je del vašega življenjskega položaja in kot takšna ima preteklost in prihodnost. Obe sestavljata neprekinjen tok, razen če se s pomočjo vaše zavestne navzočnosti sproži zdravilna moč sedanjega trenutka. Kot veste, pa je za najrazličnejšimi okoliščinami, ki sestavljajo vaš življenjski položaj in ki obstajajo v času, nekaj primerno globjega, bolj bistvenega. To je vaše življenje, vaše bitje v brezčasnem zdaj. Ker v zdaj ni problemov, tudi bolezni ni. Če verjamete v znaki, ki jo je nekdo prilepil vašemu stanju in s tem to stanje ohranjate, ga krepite in iz njega ustvarjate na videz trdo resničnost. S tem mu ne nadevate le videza resničnosti, temveč mu tudi omogočate, da traja v času, kar prej ni bilo možno. Če se osredotočite v ta trenutek in se odrečete temu, da bi bolezen miselno označevali, postane ona le še eden od naslednjih dejavnikov. Telesna bolečina, šibkost, nelagodje, takšna ali drugačna nezmožnost. In to je tisto, čemur se prepustite zdaj. Ne prepuščajte se ideji, narekovaj bolezni. Dopustite, da vas trpljenje potisne v sedanji trenutek, v stanje izostrene zavestne navzočnosti. Uporabite ga za razsvetljenje. Prepustitev ne spreminja tega, kar je, vsaj ne neposredno. Prepustitev spremeni vas. In ko se spremenite vi, se spremeni tudi ves vaš svet, kajti svet je zgolj vaš odraz. Bolezen ni problem. Problem ste vi, pomišljaj, dokler ste pod nadzorom egovskega uma. Če ste bolni ali kakor drugače prizadeti, nikar ne mislite, da je to za vas nekakšen neuspeh. Ne počutite se krivi zaradi tega. Nikar ne krivite življenja, češ da je nepravično do vas, pa tudi sebe ne. Vse to je samo odpor. Če ste resno bolni, uporabite bolezen za razsvetljenje. Vse, kar se vam v narekovajih slabega zgodi v življenju, uporabite za razsvetljenje. Bolezni odvzemite čas. Ne dajajte ji preteklosti ali prihodnosti. Pustite ji, da vas prisili v izostreno zavest o sedanjem trenutku. In videli boste, kaj se bo zgodilo. Postanite alkimist. Spremenite svinec v zlato, trpljenje v ozaveščenost, nesrečo v razsvetljenje. Ste morda resno bolni in ste postali ob mojih besedah jezni? Potem je to znak, da je bolezen postala del vašega občutja jaza in zdaj ščitite svojo identiteto, pomišljaj, skupaj z njo pa tudi bolezen. Stanje, ki se mu reče v narekovajih bolezen, nima nič opraviti z tem, kar v resnici ste. Kadarkoli torej doživite kakšno nesrečo ali gre kaj hudo narobe, če zbolite, izgubite dom, premoženje, družbeno identiteto, se razidete z nekom, ki vam je bil blizu, kadar nekdo, ki vam je ljub, zboli ali umre, ali pa smrt preti vam, pomišljaj, vedite, da ima vsaka stvar dve plati in da vas loči le še korak od nečesa neverjetnega, popolne alkimistične preobrazbe svinca bolečine in trpljenja v zlato razsvetljenja. Ta korak se imenuje prepustitev. Ne trdim, da boste v takšnih trenutkih srečni. Ne boste. Toda strah in bolečina se bosta prelila v notranji mir in vedrino, ki izvira iz zelo globjega kraja, iz nepojavnega samega. To je tisti mir Boga, ki podeljuje vse spoznanje.
V primerjavi z njim je sreča precej plitek občutek. S tem vse prežemajočim mirom prihaja spoznanje, vendar ne na ravni uma, temveč v globini vašega bitja, da ste neuničljivi in nesmrtni. To ni verovanje, to je popolna gotovost, ki ne potrebuje nobenega zunanjega potrdila ali dokaza iz nekega drugotnega vira. Kako trpljenje preobraziti v notranji mir? V nekaterih skrajnih okoliščinah se morda zdi povsem nemogoče, da bi človek lahko sprejel sedanji trenutek. Toda vsakdo med nami ima vedno na voljo še kakšno priložnost, da se končno prepusti. Prva priložnost je v tem, da sleherni trenutek prepustite njegovi stvarnosti. Če veste, da tega, kar je, ne morete razveljaviti, saj že je, potem temu pritrdite ali pa sprejmite, da ničesar ni. Nato storite, kar morate storiti, oziroma kar je v tistem položaju primerno. Če ostajate v tem stanju sprejemanja, ne ustvarjate negativnosti, trpljenja in nesreče. Živite v stanju neupiranja, v stanju milosti, lahkotnosti, prosti vsakršnega stremljenja in bojevanja. Kadar tega ne morete storiti, kadar zamudite to priložnost, nemara zato, ker niste bili dovolj zavestno navzoči, da bi preprečili pojavljanje takšnih drugačnih, privajanih in nezavednih vzorcev upiranja, ali pa ker je bil položaj za vas pretežaven, tedaj v sebi ustvarjate bolečino in trpljenje. Morda je videti, kot da trpljenje izhaja iz bolečine, ampak ni tako. Vaše trpljenje izhaja iz vašega upiranja. In to je zdaj druga priložnost, da se prepustite. Če ne morete sprejeti tega, kar je zunaj, sprejmite vsaj to, kar je notri. Če ne morete sprejeti zunanjega stanja, sprejmite notranjega. Se pravi, ne upirajte se notranji bolečini. Pustite ji naj bo, prepustite se žalosti, obupu, strahu, osamljenosti ali katerikoli drugi obliki trpljenja. Opazujte jo, bodite ji priča, ne da bi jo razumsko označevali. Sprejmite jo. Videli boste, kako čudež prepustitve preobraža globoko notranje trpljenje v globok mir. To je vaše križanje. Dovolite, naj postane vaše vstajenje in povzdignjenje. Kadar je vaša bolečina globoka, se vam govorjenje o predajanju najverjetneje zdi nesmiselno ali brez pomena. Ob hudi bolečini najverjetneje občutite močno potrebo, da bi se ji izognili, namesto da bi se ji predali. Nočete čutiti tega, kar čutite. Le kaj bi bilo lahko še bolj naravno? Toda vedeti morate, da nimate kam ubežati. Seveda obstaja veliko lažnih pobegov, pomišljaj, v delo, alkohol, droge, jezo, projekcije, potlačitev in podobno. A ti vas ne osvobodijo bolečine. Vaše trpljenje ne bo nič manjše, če ga boste potlačili v nezavedno. Če zanikujete čustveno bolečino, bo ta okužila vse, kar boste počeli in mislili. Obenem pa bo okužila tudi vse vaše odnose. Oddajate jo v obliki energije, ki jo sevate in drugi jo neopazno sprejemajo. In če so ljudje okrog vas neozaveščeni, bodo morda celo začutili potrebo, da vas na nek način napadejo ali vas prizadenejo, ali pa jih boste prizadeli vi sami, v nezavedni projekciji svoje bolečine. Privlačite in ustvarjate namreč vse, kar je v skladu z vašim notranjim stanjem. Kadar ni poti ven, je še vedno pot skozi. Zatorej,
Se bolečini kar ne izmikajte. Soočite se z njo, do kraja jo občutite. Občutite jo, ne mislite nanjo. Izrazite jo, če je treba, toda nikar je ne skušajte opisovati v mislih. Vso pozornost namenite svojemu občutju in ne človeku, dogodku ali okoliščinam, ki naj bi ga povzročili. Ne dovolite umu, da vam iz bolečine skonstruira identiteto žrtve. Če se boste smilili sami sebi in drugim pripovedovali o svoji nesreči, boste samo še globlje občutili trpljenje. Ker je občutju nemogoče pobegniti, lahko stvari spremenite samo tako, da se vanje poglobite, sicer se ne bo prav nič spremenilo. Zatorej namenite svojim občutkom vso pozornost in jih nikar ne skušajte razumsko označevati. In ko boste poglabljali v občutje, bodite kar se da pozorni. Sprva se vam bo nemara zdelo kot kak temačen srhljiv kraj in ko vas bo prijelo, da bi se od njega odvrnili, ga samo opazujte in ne skušajte vplivati nanj. Vztrajno usmerjajte pozornost na bolečino, ves čas si prizadevajte občutiti svojo bridkost, strah, grozo, osamljenost, karkoli je. Ostanite pozorni, ostanite zavestno navzoči. Navzoči z vsem svojim bitjem, z sleherno celico svojega telesa. Tako v svojo temo prinašate luč. To je ogenj, žar vaše zavesti. Tedaj se vam ni treba več vznemirjati in skrbeti, kako bi se prepustili. Ste se že. Kako? Polna pozornost je polno sprejetje in to je prepustitev. Če svojim občutjem namenjate popolno pozornost, uporabljate moč sedanjega trenutka, ki je moč vaše zavestne navzočnosti. V njej ne more preživeti prav nobeden, še tako skrit drobec odpora. Zavestna navzočnost ukinja čas in brez časa ne more preživeti nobeno trpljenje, nobena negativnost. Sprejetje trpljenja je kakor potovanje v smrt. Če se soočimo z globoko bolečino, ji pustimo biti in nanjo usmerimo pozornost. Je kakor, da bi zavestno stopili v smrt. In ko umrete, takšne smrti, spoznate, da smrti sploh ni in da se ni česa bati. Samo ego umre. Predstavljajte si sončni žarek, ki je pozabil, da je neločljivi del sonca in se slepi s prepričanjem, da si mora preživetje šele izboriti. Zato se poistoveti z nečim, kar ni sonce, in te identitete se zdaj močno oklepa. Mar ne bi bila smrt tega slepila neizmerno osvobajoča? Si želite lahko smrt? Bi raje umrli brez bolečin, brez smrtnega boja? Potem umirajte za preteklost. Sleherni trenutek sproti in naj luč vaše zavestne navzočnosti presvetli tisti težki v časovne spone vklenjen jaz, s katerim ste se istovetili. Pot križa, kako skozi trpljenje doseči razsvetljenje. Pot križa je že stara pot k razsvetljenju in do nedavnega je bila tudi edina. Toda nikar ne odklanjajte ali podcenjujte njene učinkovitosti. Še vedno deluje. Pot križa je popoln preobrat. Pomeni, da se najhujše v vašem življenju, torej vaš križ, spremeni v najboljše, kar se vam je kdaj zgodilo, saj vas prisili v predajo, v narekovaju, smrt. Prisili vas, da postanete kakor nič, kakor Bog, kajti tudi Bog je nič, se pravi, v narekovajih, nobena stvar. Razsvetljenje skozi trpljenje, pot križa, pomeni, da človek nazadnje le uvidi možnost, da stopi v nebeško kraljestvo, potem, ko se je dolgo časa na vso moč upiral. Naposled se preda,
zato ker preprosto ne more več prenašati bolečine, toda bolečina lahko vztraja zelo dolgo, preden se to zgodi. Če pa si razsvetljenje izberete zavestno, pomeni, da se odrečete navezanosti na preteklost in prihodnost in si izberete zdaj za poglavitno žarišče svojega življenja. Pomeni, da se odločite, da boste raje živeli v stanju zavestne navzočnosti, kakor pa v času. Pomeni, da pritrdite temu, kar je. Potem bolečine ne potrebujete več. Kaj mislite, koliko časa boste še potrebovali, da boste lahko rekli: ne nameravam si več ustvarjati bolečine in trpljenja? Koliko bolečine boste še potrebovali, preden boste lahko sprejeli to odločitev? Če se vam zdi, da potrebujete več časa, ga boste tudi dobili. S tem pa tudi več bolečine. Čas in bolečina sta namreč nerazdružljiva. Moč izbire. Izbira prepostavlja zavestno, visoko stopnjo ozaveščenosti. Brez nje namreč tudi izbire ni. Izbira se začne v trenutku, ko se nehate istovetiti z svojim umom in njegovimi pogojenimi vzorci, torej tistimi trenutki, ko postanete zavestno navzoči. Do takrat pa ostajate z duhovnega gledišča nezavedni. Prisiljeni ste namreč razmišljati, čutiti, ravnati v skladu z pogojenostjo svojega uma. Nihče hote ne izbere nečesa, kar ne deluje. Nihče zavestno ne izbere navzkrižja ali bolečine. Nihče ne izbere zmedenosti. Vse to se zgodi samo zato, ker nismo dovolj zavestno navzoči, da bi razrešili preteklost. V sebi nimamo dovolj luči, da bi premagali temo. Predvsem pa pogojeni upravlja naše življenje. Podobno je, če ste eden od mnogih, ki nimajo za starši razrešenih vseh stvari in še vedno pestujete zamero zaradi nečesar, kar so vam storili ali pa ker česa za vas niso storili. Tudi zanje menite, da so imeli izbiro, da bi lahko ravnali drugače. Vedno je videti, kakor da bi ljudje imeli možnost izbire, toda to je le slepilo. Dokler z svojim pogojenimi vzorci upravlja vaše življenje, dokler ste svoj nimate prav nobene izbire. Pravzaprav vas sploh ni. Stanje poistovetenja z umom je huda okvara, je oblika duševne zmedenosti. Skoraj vsakdo bolj ali manj trpi za to boleznijo. A v trenutku, ko to dojamete, zamere ne morete več pestovati. Le kako bi lahko nekomu zamerili njegovo bolezen? Edini primeren odziv je sočutje. Če vas vodi boste kljub temu, da nimate izbire, trpeli posledice zaradi svoje neozaveščenosti in še naprej ustvarjali trpljenje. Nosili boste breme strahu navzkrižij težav in bolečin. Trpljenje, ki ga boste pri tem ustvarili, pa vas bo na koncu prisililo, da zapustite stanje nezavednosti. Ne morete resnično odpustiti sebi ali drugim, dokler črpate občutek jaza iz preteklosti in že preživetega življenja. Zaradi opustitve zares lahko odpustite le, če prodrete do moči sedanjega trenutka, ki je vaša lastna zdajšnja moč. To preteklosti odvzame vsekakršno moč in vpliv in tako spoznate, da nič od tega, kar ste kdaj storili ali je bilo storjeno vam, ne more prizadeti vašega resničnega bistva. Ko se predate temu, kar je, in postanete resnično navzoči, preteklost izgubi svojo moč. Ne potrebujete je več. Ključ je torej zavestna navzočnost. Ključ je zdaj.
Ker je upiranje neločljivo povezano z umom, je s tem, ko se osvobodite upiranja, ko se torej predate, tudi konec vaše podrejenosti umu, ki vam je dotedaj gospodoval in se pretvarjal, da je on vi. In iz vašega življenja tako odide presojanje in tudi vsa negativnost. Odpre se vam širno prostranstvo bitja, ki ga je do sedaj zastiral um. Nenadoma se v vas porodi čudovita umirjenost, neizmeren občutek miru in znotraj tega miru velika radost. In sredi te radosti ljubezen. In sredi najbolj notranjega jedra sveto, neizmerljivo in neimenljivo.